gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni ponovno v... Ne, danes pa ni KM-šov. Danes pa je tak KM-šov. Lepo pozdravljeni ponovno v Talk KM-šov. In z nama danes tukaj, prišla povedala, kdo si, ali spomnim, kdo si? Ja, ne vem, ni malo šaj, ali samo meni zdi malo tak... Jaz? Ja. Ne, jaz sem Atena. Aha, nisi šaj, dobro. Ne, nisem, ni mi ime šaj, sem Atena. Tako da... Torej, Atena, lepo pozdravljena. Zdravo. In hvala, da si danes z nama tukaj. Me veseli. Torej, najprej, preden pa bomo začeli z tematiko in tako naprej, pa je prav, da te gledalci spoznajo, vendar tokrat na malo drugačen način. In sicer najprej bomo začeli z nekaj hitrimi vprašanji, predvsem, da jo spravimo v dilemo, ker to je najn cilj danes, Lučko. Pa da se ogrejemo, ne? Pa da se ogrejemo, tako je, mislim, da Ateni bo vroče, ne nama. Tako da, Atena, kava ali čaj? Učaj. Ni dilema sploh. Ne. V paru ali v troje? V troje, če sta dva moška. Ok, Jutro ali večer? Jutro. Ja. ok. Penkalo ali svinčnik? Penkalo, že od nekdaj. Pica ali hamburger? Ja, zdaj če je krompirček poleg hamburgera, te vzamem hamburger, če ni, te vzamem hamburger. Krompirček poleg? Črna barva ali bela barva? Rumena barva. Črna in bela nista barvi, by the way. Ok. ABBA ali Post Malone? Kaj? Rihanna. Ali pa Mila Kitić. Ne. ABBA ali Post Malone? Ajde rečimo te ABBA, ker ima boljše besedilo, več besedila. Mi je Post Malone tudi všeč, samo ne. Manjka. Mu manjka ta. Manjka. Če bi se mogla poenotiti za eno islandskega moškega, kira bi bila? Poenotiti z eno islandskega moškega, kira bi bila ok. Zonografično oblikovalko, kako maj odpira usta iz Maribora. Nino, Ja, Miško, Ja. kako jo kličejo? to je tako cool. To Pa je ti vred, si pa mi- Mariborčanka je. Ja. Onim petim pa se naj niti vsedla. Kjerim? Onim Konim petim? glasnim petim Mariborčankam, ne? Ja. Se niso samo Mariborčanke, ampak zlijate. Ja, zgleda. Tako Ok. so tako, oni Štajerci spet. Ja, nič, ne, mislim, da smo malo prebili let, da ni tako grozno šaj, ne? Ne, Atena. Točno. No, te pa nam povej, kdo sploh je Atena. Ok, Atena je vse. Atena je grafična oblikovalka, je v prostem času plesalka, pevka, kiparka, prostovoljka, vse v bistvu dela. Frandica. Ja, prijateljica, zelo dobra, najverjetneje, ne, Filip? Drugače pa ja, nič, Atena je pozitivna energija, dobre šale, včasih tečna, ko ne pozdravim, vse to je Atena, tako da ja. Ja, torej, Atena, omenila si, da si dejavna na večjih različnih smereh, usmeritvah, projektih, kakorkoli. Naj nam malo zaupaj za začetek, odkot to izvira. Ali so to že tvoje želje iz mladosti, ali si ljubezen do teh stvari razvila kasneje, pač malo o tem. Ok, torej že kot mala sem zelo rada plesala, pela, tako da to izvira še iz tistih časov, tako da na odru mi sploh ni problem biti. Drugače pa, ko sem bila mala, sem ful hotela biti kriminalistka, ker sem gledala valjda vse serije z kriminalisti in sem hotela tam pobirati kri, na kar sem ugotovila, da mi je slabo, ko vidim kri, tako da v bistvu je to spadlo v vodo in potem nisem vedela, kaj bi bila v osnovni šoli in sem hotela iti za slaščičarko, ker ful rada pečem, ful rada jem sladkarije. Tako da sem tako, kaj lahko mogoče to nekako preusmerim, vso umetnost, pa to vse v torte pa to. Ampak potem smo imeli ta poklicni sejem na osnovni šoli in je stal en moški tam in jaz sem videla srednja šola za oblikovanje in v bistvu je imel vse pred sabo in smo tako, kaj ta je grafični oblikovalec. In je povedal, da v bistvu grafični oblikovalec dela vse. In potem sem bila tako, ok, torej ti se po mestu šetaš in vidiš svoje logotipe, ne? Kar je cool in smo tako, to bom jaz. In sem se odločila, da grem na oblikovalno, sem zaključila oblikovalno, sem tudi grafična oblikovalka. Potem pa
sem hotela iti na AGRFT, zato ker zelo rada igram, pa bi bila rada igralka tudi, ali pa pač nekaj v tej smeri. Ampak sem videla, da danes v bistvu moraš biti praktičen, rabiš več poklicov naenkrat, tako da sem se odločila, da grem na FERI, torej medijske komunikacije, kjer sem pridobila tudi znanje za v bistvu videoprodukcijo in delam tudi zdaj v medijih, tako da se je vse skupaj poklopilo in sem zdaj na magisteriju na medijskih komunikacijah. No, zdaj nam pa mogoče predstavi, to je bila za tista neka res šolska osnovna pot. Rekla si pa, da si v bistvu dejavna na večjih področjih. Kaj so ta področja, kje že zdaj lahko vidimo tvoje delo in v bistvu kako sploh si do njega prišla? Torej, ime mi je Atena, nisem šaj, ne. In hvala Bogu imam takšno ime, zaradi tega, ker mi to ime v bistvu pridobi zelo dosti strank in si me zelo dosti ljudi zapomni. Tudi tako energijo imam, da pač sem tako zdrava, jasna Atena. In v bistvu ful dosti za oblikovanje, za grafično oblikovanje sem ful dosti dobila ker jaz grem pa rečem, jaz sem grafična oblikovalka in me je ful kar dodal poklical, kakorkoli. In v bistvu sem tako začela vse skupaj. Sem pa že v srednji šoli me je učiteljica ponudila, oziroma profesorica, ker sem res dobra bila v InDesignu, v Adobe InDesign programu, da sem v bistvu že ustvarila samostojno knjigo, bežala bi s konji z eno pač avtorico. Delala sem potem tudi, me je mama zrihtala v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, kjer tega letopisa, ki sem ga oblikovala, niso izdali, ampak takrat sem bila žalostna, zdaj vem zakaj, ker je bil grd ko pes. Ampak tako se učimo. Od takrat pa sem za mamine prijatelje, za svoje prijatelje, za vse v bistvu tudi zastonj dosti delala. Ful se mi zdi, da mladi danes noče več zastonj delati oziroma mislijo, da bodo lahko prišli do nekega visokega položaja ali preko vez, se prideš preko vez, ampak pričakujejo v bistvu neke izkušnje in te izkušnje si moraš sam nabrati. Zato sem tudi dosti zastonj delala, kot sem že povedala, pa pri Tonetu Partljiču sem sceno risala v srednji šoli tudi. Kaj sem še, vse sem delala dobro. Za projekt, potem smo se ustvarili, sem šla na faks in smo se ustvarili skupino 3FPS, ki je tukaj snema Filip in snema Kristina, ampak je danes ni tukaj. Tako da v bistvu v okviru te naše grupe snemamo videospote, delali smo tudi za Fine projekt, kateri se potem ni išel, pa smo potem pač odstopili od tega. Drugače pa, pune dosti vsega je. Fotografiram, zdaj trenutno delam v knjižnici Josipa Vošnjaka, kjer ustvarjam video vsebino in pa pač fotografiram tudi, pa grafično oblikujem. Delala sem tudi na Radio City, kjer sem 8 mesecev delala kot redaktorica, pa bila tudi v etru, kar me ful zanima. Delala sem v Optiki Klarus, delala sem kar nekaj povsod na NK Mariboru stadionu. V glavnem povsod sem delala, povsod ste me lahko našli, povsod me še kar lahko najdete. V KMŠ-ju sem delala, sem bila ena sodelavka. Kaj je bilo sploh, kaj še moram povedati? Pune vsega je, zdaj se nas spomnim. Mogoče povej, zakaj se ti zdi pomembno, da se v bistvu na toliko različnih področjih vse preizkušaš. To je tako, kot si rekla, to me zanima, pa še vseeno si nisi rekla, od vsega tega, kaj me zanima, me to najbolj zanima, bom šla samo v to. Zakaj se ti zdi pomembno, da pač mladi, tako kot si rekla, pričakujejo neke izkušnje, da jih dobijo? Zakaj? Prvo kot prvo zaradi delovnih mest, ki jih več, vse so delovna mesta, ampak če želiš delati to, kar res želiš delati, potem moraš v bistvu biti aktivna na večjih področjih. Prav tako pa danes, glede na to, da je vse preko socialnih omrežij, vse v bistvu se pričakuje od mladih, da bojo imeli neke kompetence, neke izkušnje, ki jih pač starejši nimajo, in ker smo mladi, pričakujejo, da lahko mi oblikujemo, delamo videe, urejamo družabna omrežja. V glavnem vse to v paketu moraš ti znati, ker če ne, pač je manjša verjetnost, da te zaposlijo. In se mi zdi, da zdaj pač smo v neki dobi, kjer je grozno biti mlad, kjer je pač res grozno biti, zato ker te pojejo, če te ne pojejo, pa pač moraš graditi, delati povsod zastonj na začetku, potem pa v bistvu iti naprej. Tako da fajn je, mora folk delati, mora tudi, oziroma ljudje morajo tudi delati, zato da spoznajo same sebe, da vejo, kaj jim je fajn. Pa ker, kot sem rekla, pač pričakujejo res ful dosti na trgu in moraš biti to sposoben, če želiš imeti v redu delo, v redu plačo in če imaš visoke cilje.
Ja, se strinjam s tabo v tega, da se je treba preizkusiti v veliko različnih stvareh, zato ker se mi tudi zdi, da ne nazadnje, tudi če je mogoče malo bolj irelevantna stvar, ko se tebi zdi, dobro, se to delodajalcu mogoče ne bo nič pomenilo, vseeno je razlika, če imaš življenje pisati napisano eno stran delovnih izkušenj ali pa zgolj 2 stavka. Ne? Ja. Zato je definitivno vsako delo časno in to se ne nazadnje tudi iz epizodo skoraj zločko ponavljamo, tudi z prejšnjimi gosti smo že govorili o tem, da so delovne izkušnje tiste, ki te res najlažje in še pred vezami lahko pripeljajo na kvalitetno delovno mesto. Pa ne samo to, ne. Tako najlažje ugotoviš, če samo hočeš delati. Tako. Iz izkušenj, res, ne. Ja, pa najlažje tudi tako v bistvu postaneš nerazvajen, če se lahko tako izrazim. Zato ker zelo dosti tudi, zato je zdaj tudi tako, ker zelo dosti mladih generacij tudi noče delati nekaterih stvari. Jaz, na primer, če bom šla, pa bom čistila prostore, bom to delala 100%. Imaš pa ljudi, ki pa so tako čistilke, tako da v bistvu ne spoštujejo ljudi in tu je tudi velik problem pri mladih, da mislijo vsi zdaj, da bojo lahko postali influencerji, vsi mislijo, da lahko takoj postanejo slavni, ampak to pač v realnem svetu ni tako. In je grozno, da ne vejo v bistvu, kako poteka vodovod ali pa neke take banalne stvari, da pač ljudje tudi po svetu umirajo, nimajo vode, ne, tu pa se pač slikamo, tako da v bistvu to je malo vse skupaj zmešano. Pa tudi, ko si omenila to glede influencerov, glede tega, kako bomo rekli, v tem trenutku hitro raste ta trend vplivnežev, kako hitro tudi nazadnje rastejo aplikacije povezane z njimi. Dejstvo je, da to ni delo, za katerega ti veš, da ga boš imel čez 5 let. Lahko da bo čez 5 let TikTok, Instagram skoraj da izumrli in teh ljudi več naenkrat ne bo. Spomniti Facebooka, ne? Ko smo mi bili, ne vem, konec osnovne šole, začetek osnovne šole je bil Facebook the main thing, ne? Vsi pač Facebook, če nisi imel Facebooka, nisi bil cool, ne? Zdaj pa se pogledamo, kaj je z njim, kdo še ima Facebook. Facebook se v bistvu dan danes še izključno uporablja samo za promoviranje dogodkov. Pa za kako komunikacijo, ne? Recimo, ja, ampak tudi to, ne? Mislim, da se Instagram v zadnje čase bistveno bolj razvija. Dobro, med starejšimi generacijami je za komunikacijo sorodniki. Ja. Je za Facebook, ne? No, to ja, to. No, ti nam omenila pa si tudi, da si prostovoljka. Daj nam še nekaj povedati o tem, kje, kdaj, zakaj oziroma kako si sploh prišla do tega, da boš prostovoljka? Ok, kot mala sem v bistvu bila vključena dosti v Zvezo prijateljev mladine, tudi tam sem večkrat praznovala rojstne dneve, v bistvu sem cele počitnice preživela tam in ustvarjala in res je bilo ful fajn. Tam pa tudi skozi celo osnovno šolo sem spoznala ljudi, ki imajo manj od mene in tudi ljudi, ki imajo več od mene. Prav tako pa sem že od nekdaj v bistvu imam to neko pravično karto, čeprav včasih ni pravica tam, kjer jo jaz iščem, ampak vseeno. Drugače pa ja, prostovoljstvo. Že od nekdaj rada pomagam ljudem in tudi ko sem bila v Poreču, hodila sem več kot 10 let v 6. izmeno v Poreč in res mi je bilo ful fajn, čeprav v bistvu naj bi bilo namenjeno za otroke v stiski in takrat, ko sem bila tam, sploh nisem bila v stiski, pa tudi tak nismo bili v stiski, ampak ne, da ne kdo misli, se je kaj dogajalo. Ampak ja, v bistvu je bilo ful fajn, najboljše počitnice na svetu, v celem letu sem to čakala in že kot otrok sem ful dosti sodelovala na odru, vse v bistvu mi je bilo res novi svet. In potem, ko je prišlo zadnje leto, že zadnje 2 leti, ko sem hodila tja, so me v bistvu vsi imeli za vzgojiteljico, pa me tudi otroci klicali vzgojiteljica, ker pač ful rada pomagam, ful rada organiziram stvari, res ful mi je na kožo pisano, če se lahko tako izrazim. In potem sem se odločila pri 19 letih, da grem prvič kot vzgojiteljica v Poreč. Ja, zelo stresna izkušnja, ampak hkrati najboljša izkušnja v mojem življenju. Res mi je fajn pomagati, zdaj se malo že skoraj jočem, ker sem ful čustvena oseba, ampak res mi je ful fajn pomagati in ko vidiš v bistvu ljudje v stiski, ki se smejijo in otroke, ki jim ti ponudiš teh 10 dni sreče, je res neprecenljivo. Ja, prostovoljstvo, zdaj sem malo zašla, ampak ja, ful rada pomagam, pa tudi želim, v bistvu moje sanje so, da ustvarim nek mladinski center ali pa vse pomagam pri tem, zato ker je dosti ljudi v stiski, zelo dosti se pogovarja o nekih drugih stvarih tudi v medijih in nasplošno. Po drugi strani pa tudi zdaj, ko je korona bila, je dosti otrok in pa ne samo otrok, tudi ljudi, ki so doživljali spolna nasilja, fizična nasilja, psihična nasilja in tudi o tem v bistvu moramo govoriti in zato tudi rada pomagam in rada poslušam kogarkoli, ki pride z kakšno težavo.
Pa omenila si torej, da delaš na Zvezi prijateljev mladine in se pravi, dopustuješ, delaš kot prostovoljka z otroci v teh izmenah poletnih. Je to edino tvoje delo kot prostovoljka ali delaš še kje druge? Delam še v MKC, v Mladinskem kulturnem centru, tukaj v Mariboru, tukaj pa imam v bistvu delavnice za otroke, tudi ustvarjamo, tako da zdaj sem bolj na začetku te poti prostovoljske, ampak mi je full fine. Tudi v bistvu zdaj grejo iz Alma Mater ene prostovoljke v Afriko, tako da sem jih glih predvčerajšnjem fotografirala za ston, zaradi tega, ker prostovoljce podpiram in tudi mi ni v bistvu problem, ker ko se gre za dobro delo, se dobro z dobrim vrača. Tako da, drugače pa nič še, bom še, ampak to leto grem spet v Poreč in komaj čakam, da vidim svoje punce. Zakaj se ti v bistvu zdi pomembno, da neke take dejavnosti obstajajo? Okay, omenili smo nekoga v stiski, otroke v stiski, mogoče, ki imajo manj od nas, si nekega počitnic sami ne morejo privoščiti, jim je to omogočeno. Zakaj še se ti zdi pomembno, da se take dejavnosti prostovoljske, kot si omenila, neke delavnice, tudi za starejše, da se to ohranja in spodbuja, ne zgolj neki plačljivi tečaji? Ja, zaradi tega, ker smo vsi ljudje na koncu koncev, vsi imamo, v bistvu bi mogli imeti pravico do govora in bi mogli imeti zagotovljene vse torej potrebe, osnovne potrebe, kot so voda, toalet, higiena, WC, v glavnem vse in tudi iz tega razloga je v bistvu potrebno prostovoljstvo, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo ljudje v tem času zgubili, ne samo zdaj med korono nasplošno, zgubili stik z drugimi ljudmi in strmimo k neki perfekciji, ampak vemo, da perfekcija ni in zato mi je, na primer, čeprav ne podpiram tak družbenih omrežij, ampak mi je glih iz tega razloga platforma TikTok zelo všeč, zaradi tega, ker na TikToku se ne promovira ta perfektnost, ampak vidiš različne ljudi. Imaš ljudi, ki imajo motnje hranjenja in se spodbujajo, da jejo, imaš ljudi, ki nimajo nog, nimajo rok in v bistvu to je full fine, zato ker se mora sprejeti raznolikost in mora se pomagati ljudem, zato ker nimamo vsi vsega in lahko smo v bistvu veseli, da imamo 2 nogi, da imamo 2 roki in da lahko hodimo in govorimo in se zabavamo in tudi to si zaslužijo, torej vsi ljudje, vsi imamo pravico. Na koncu dneva omogočiti nekomu drugemu, omogočiti neko svoje znanje ali pa mu predati kanček, nečesa tako, kot si rekla, delavnice, recimo jaz osebno starejše v domačem kraju učim angleščino enkrat na teden in spet tukaj se postavi to vprašanje, kaj sem te zdaj mislila vprašati, kaj si kaj plačana? Ja, in mislim, res vedno, in potem rečem, to delam zato, ker mi v bistvu tista 1 ura na teden ne vzame toliko časa, da bi zdaj umrla zraven, pa zato, ker v bistvu na koncu dneva vidim nek navdušen obraz spet ene gospe, ki hodi že 1 leto pa pol, pa se zna povedati, ne vem, kakaj aparate ima v kuhinji, pa jih prej ni znala, pa je ful navdušena in je to tisto neko zadovoljstvo osebno. Kako se pa mogoče ti srečuješ s tem, da pa za prostovoljstvo nisi plačan? V bistvu mi je vseeno, tako bom rekla, res mi je vseeno, zaradi tega, ker na koncu koncev tudi ti ljudje, ki jim pomagamo, niso plačani, in tudi če včasih nočejo sodelovati s tabo, pa potem vidiš nek napredek, dejansko pa ne delaš to za sebe, malo tudi v neki meri delaš za sebe, da zadovoljiš to svojo potrebo po druženju, po pomoči, ampak na koncu koncev, ko pa vidiš te nasmehe, naprimer otrok, to je neprecenljivo, ko vidiš, da pride, ne vem, prvi dan pa otrok sploh ni, zato ker so podhranjeni in potem 5. dan smo vsi zunaj in vidiš to veselje v očeh, ko jim daš sladkarije, pa niti ne rabiš da sladkarije, samo tam si in jih poslušaš in res je fajn in potem priješ v Maribor in so tako skojiteljica Atina in so cela, res je fajn. Tako da to je moje plačilo, sreča drugih ljudi. In enkrat me je kolega vprašal, kaj je what's my purpose in life, in sem mu rekla pač, da osrečujem druge in se mi je delal norca in zdaj, ko razmišljam, v bistvu vedno bolj stojim za mojim odgovorom, zaradi tega, ker vseeno vsi rabimo ljubezen, vsi rabimo veselje in če lahko to ponudiš, pa ti ni problem, pa ne zahtevaš nekaj nazaj, potem si naredil pač vse. No, super, lepo si v bistvu strnila zdaj to, ampak dajva se spet malo še vrniti k letovanjem. Se pravi, kaj bi ti dejala, kaj misliš, da so tiste lastnosti vzgojiteljice, katera mora vzgojiteljica imeti, oziroma kakšen vzor mora biti tem,
tej mladini, tem otrokom, na kaj moraš tudi nazadnje biti pozorna, malo nam v tej podrobnosti gremo malo. Ja, preden sem šla na letovanje, sem v bistvu prvič, torej pri 19 letih, sem si mislila, pač, kako bom jaz pomagala čustveno nestabilnim puncam, če sem jaz čustveno nestabilna punca, ne? In sem bila tako, pač ojoj. In sem se spomnila, da sem imela v bistvu v Poreču vzgojiteljico Majo Monroe, Maja, zdravo, če gledaš to, katera me je poslušala, tako da bi rekla, da je čuječnost na prvem mestu, katera me je pustila, da sem to, kar sem, torej prostor ti da, je na drugem mestu in v bistvu katera, najbolj mi je bilo všeč zaradi tega, ker nas je čisto vse poslušala, pa sem res imela dosti vzgojiteljic v življenju, ampak ona je prav na koncu Poreča čisto vsake punci dala pismo samo za njo. In imam še danes to pismo doma. Moram se malo umiriti. In sem si rekla, da hočem jaz biti tudi taka vzgojiteljica in se mi zdi, da je zelo pomembno, da puncam pokažeš, kdo si ti, da puncam poveš svoje izkušnje, da poveš, kako se počutiš zaradi tega, ker jaz, ko sem bila mala, jaz sem mislila, da pač se vsi počutimo perfektno, da pač ne moreš biti ranljiv, ne smeš povedati, če te kaj muči, moraš biti res vedno se prilagajati drugim. In zato, naprimer, vedno, ko prijem v Poreč, pa so nove punce in povem celotno svojo zgodbo in se jim tu jočem tam, pač vse se jočemo na koncu, ampak je to v bistvu način, da spustiš osebe, ne samo otroke, ampak osebe noter in ti v bistvu potem lahko zaupajo. Tako da tudi zaupljivost na koncu konca je zelo pomemben faktor. Najbolj pa v bistvu, da jim pustiš, da so to, kar so in da si tukaj za njih, ko te potrebujejo. Da tudi, če ti gre kdo na živce, ker pač ljudje smo različni, ne. Jaz sem tudi vedno razmišljala, kako se zdaj vsi vzgojitelji med sabo razumejo in valjda se ne vsi vzgojitelji med sabo razumejo, ne. Ampak glih to je to, ker se učiš strpnosti. Jaz sem ful drugače živčen človek, pa zdaj malo manj, no, glih zaradi Poreča in sem videla v bistvu pa otroke tudi, dok nisem nečakinje svoje dobila, sem bila pač ne vem, ko je tuj otrok, pa se ti dere, si tak daj, alo, ne, ampak zdaj čisto... Kaj gledaš, to ja, ampak zdaj čisto drugače na stvar gledam. Ja, kaj te veš? Malo nečakinje, ven z gostilne. Mogoče je Ja, bilo. pač, se pa te ne vem, imaš greš kako gostilno? Imaš res eno v gostilni? Ja. No, ampak to je glifora, ne, ko se otrok neha dret, pol veš, da je nekaj hudo narobe z njim. In ko se otrok dere, pa v bistvu moraš ga samo poslušati. Pač nismo vsi imamo svoje muhe, na koncu konca mora vzgojitelj tudi v Poreču vzgajati otroka in največji problem so v bistvu starši, ampak če imaš dober pristop in ti otrok zaupa, ne bo sploh problema. Tako da v bistvu to je moj, jaz jim dam vse, jaz jim povem vse. Ja, in sem bila 2 leti najboljša vzgojiteljica v Poreču, tako da. To dobiš kakšen pokal, medaljo, paketo? Dobim tako komis. Aha, je komis, Ja, in še ankete za domov in v anketah potem v bistvu so anonimne ankete in jih razdelijo po skupinah in ne samo moja skupina, ampak tudi vse skupine so napisale, da sem najboljša vzgojiteljica, kar mi je ful lepo res, To pa je res kompliment, ja. Ja, zdaj sem jokala. Ja, očitno ti Delaš otroci nekaj pravega, čutijo to neko pristnost tvojo, ne? Ja, ful mi je In fajn. to na konec koncev ne samo verjamem, da njim da tistih 10 dni neko posebno izkušnjo, nek varen prostor, kjer so lahko oni, kjer se lahko izražajo, ne, pa konec koncev tudi tebi da Ja. neko zaključno nekaj pravega. Ja, res. Vse to, vsem, ko sem prišla nazaj, sem bila, pa mama je bila tak, pa daj nehati, no, če si za to, jaz sem bila, ne morem jaz tega, in potem prijem nazaj in sem bila tak, da ne bi mi mogel dati doben lepšega darila in boljših izkušnj, čeprav sem nazaj prišla s 3 herpesi, bolana, prvo leto pač je bilo res grozno, ampak to, kaj so mi dale punce in tudi naslednje leto so prišle nazaj k meni in smo bile res ekipa in res to, kar dobiš, je neprecenljivo. Lahko si kupiš 6 Lamborghinijev, ampak mislim, da tega ne boš dobil s tem. Tako da. Jaz se nisem mogla bolj strinjati s tabo. Res. Ja. In ob koncu, kaj bi rekla, da je tisto res najpomembnejše, če nekdo debatira, ja, prostovoljstvo, ne prostovoljstvo, bi, ne bi, kaj bi rekla, kaj je neko sporočilo, kaj bi ga dala mladim? Ok, če si človek za to, potem pojdi, če nisi človek za to in veš, da nisi človek za to ali pa vidiš, da nisi, povej, pa pač ne idi. Zaradi tega, ker
lahko večjo škodo narediš kot pa dobrega. In to je glih tudi fora, da če nisi človek za to, potem tudi ti na koncu koncev rabiš neko pomoč. Mogoče to zdaj grdo rečeno, ampak dejstvo je, tako da v bistvu, ja, dobri ljudje, dobri otroci, tako se nadaljuje veriga. Tako da bodi to, kar si, in če čutiš potrebo oziroma če čutiš, da si takšna oseba, potem pojdi in ne bo ti žal. Mi se vsi tu strinjamo s tem. Pa in rajmo prostovoljce. Ja. Tak, dragi moji, za na konec pa še eno vprašanje za vas. Ste že kdaj uporabili kakšen cheesy pick-up line in če ja, po katerega, ne? Cheesy pick-up. Dobro, ja. Na zadnje na tebi. Ki si male. Jaz sem na zadnje sebe rekla, če vi fitness včerja. Ampak to ni cheesy pick-up line. Ajde, Matijas, ti si Jaz sem. Sicer ne uporabljam tega, pač enkrat v življenju sem, pa še to je bilo bolj kot ne za hec. Ampak se je pol dejansko dobro izcimilo s to žensko, je bila zelo impresionirana. To še bilo takrat, ko še ti lajni niso bili, bom rekel tak cringe, ko so danes. To je bilo davnega leta, ne vem, 2012, 2013. In... Motor stari, kdaj si ti že? Dete pri 6. Ne, in spomnim se, sicer ok, to se zelo malo žalostno zgodilo, da koncu bo izpadla, ampak ja, in spomnim se pač, ta punca je bila simpatična in sem bil pač tak, če ni nata astronaut, ne, in on rekla, ne, zakaj, pa sem bil tak, ker si taka raketa. To je bilo se pravim, takrat, če to ni bil tak pogosto, tako to, ne, in kaj je bilo pol najhujše, je, da sem se spozabil, in da je pač Renata bil pokojen že par mesecev, tako da. Ja, vse je lahko bil astronaut. Pač ja, malo je nerodno takrat izpadlo, se pol, mislim, Ni to smešno so. Ja. Ni smešno. ni smešno, Ne. ni smešno. Ni. Na malo nerodno. Ni smešno, samo jebote, astronaut je. Malo je nerodno izpadlo takrat, Pač ja. ampak jaz sem se res pozabil, to, ko sem vprašal. Jaz sem samo ta pač pick-up line v glavi, ne, in to je to, ampak se Pa zgodiš. dobro je, samo pick-up line, veš Ne, kaj mislim. vse pol sem se jo opravičil. Ja, pa se ne moreš vedeti, ne moreš Je vedeti. dal poljubček ali dva, pa je šlo lažje skozi. Zdaj pa ni tvoja punca, ne? Ne. Ne. Se ti mora, to je bilo, Ni ota astronaut, veš. to je bilo pri mojih 13 letih, lepo te prosim. 13, what? Ja, in takrat so se včasih že menili, kdo se bo s kom poročil. Vem, samo jaz nisem v tem rajonu. Jaz sem Katerem pa si ti? nikakršnem očitno. No? Niti mi noben ni to rekel, niti nisem jaz noben to rekla. Moj cheesy pick-up line, ne vem, kaj bi bil, ker sem Atena in ker sem tako ali tako že cheesy, tako da jaz prijem samo, pa sem tak. Kje si male? In to je to. Ok, dobro, fikolen. No, flirtam tako, jaz A čakam ne? tako tu doma, da prije nekdo k meni, Ja. v prvo nadstropje na Ljubljanski, da me poroči. Pric na velem konju, ali pa v belem Ajde, eosu. ne rabi konja, dobro je. Ajde, lučka. Ja, ne vem, jaz pač sem po moje bolj v hecu to kdaj uporabila kot pa resnično. Ok, katerega? Ja, zadnjič sem enega na dejt povabila, sicer se pol ni šlo, ampak smo tak, ko pa ti delaš naslednji petek, ti jim jaz povedala, kaj delaš. Idva. Šefica. Ja, Ah. Pa je pozabil, da imamo dejt, pa nismo šli na dejt, ne. Sploh ni šef. Gledam tebe tam zadaj za kamero. Kaj? To si ti bil? Ja. Kaj pa? Kaj? Kaj delaš naslednji teden? Mali. Ne, ti jim jaz povedala, kaj delaš naslednji teden. Okay. Lahko dve stvari delaš naslednji teden. To gre Ali pa že- tri. To že gremo malo v ekstreme. Kaj če mi raje Če zaključimo? spaj- Ne, Vprašanje. Trinkopoli smo se igrali, pa sem ga mogla na dejt povabiti, tako da drugače in real life pa nisem. Ok, te pa tako rečemo. Kaj je najboljši pick-up line, ki ste kadarkoli videli, slišali, prebrali? Okay. Dobili kakorkoli. Jaz sem tvoj ata, pa je me vzel s polover gor. Okay, Dobo si me mali, dobo si me mali. Takoj dajte še vi nam najboljši pick-up line spodaj v komentarjih postiti, ne? Drugače pa ne pozabite lajka tega videa, se naročiti na naš kanal in pa valjda vklopiti obvestil, da boste vsakič videli naše kulske, fenomenalne videe. Pa goste, ne? Pa goste, tako Tako goste. ne Ja. Aha, ja. In to je to za danes. Najlepša hvala še enkrat za ogled in za pozornost na današnjem Tok KM Show. Lepo se imejte, ostanite zdravi in Atena,
Hvala še enkrat, da si bila z nama, skoro smo te pozabila. To, tako, Hvala vama. tiho sediš, od zdaj nič ne Ja, poveš. tako sem se Šaj. zlila, no. Tako, čisto šaj si. Čisto ja, šaj si. Nisem več Atena. zdaj. Danes smo te res mogla tako prav sili, da si kaj povedala, mislim. Fajn se imejte ljudje res. In se Uživajte. vidimo naslednji torek. Čau.